Biotehniška fakulteta je v celotnem obdobju delovanja zapisana uporabnim vedam o življenju. Če nekoliko parafraziramo Nejca Zaplotnika, na biotehniški fakulteti ne pozabljamo, da smo kljub vsem strojem še vedno del narave. Pomembno je, da je biotehniška fakulteta tudi družbeno odgovorna fakulteta. Strokovnjaki in diplomanti naše fakultete pokrivajo dve proizvodni verigi: gozdno-lesno verigo in agroživilsko verigo. S tem se dotikamo vseh prebivalcev in vsebinsko pokrivamo vseh 100% ozemlja Slovenije. Od gozdov, polj, naravne in urbane krajine, do zavarovanih habitatov v narodnih parkih in območjih Nature 2000 ter lesene kulturne dediščine. Naši izobraževalni programi in raziskovalno delo obravnavajo številne družbeno relevantne probleme trajnostnega razvoja, od varne hrane, preskrbe s hrano in skrbi za prostor, do sobivanja s prostoživečimi zvermi in problematike rabe lesa. Po nekaj letih zatone inženirstvo v Sloveniji in tudi v Evropski uniji doživelo neke vrste renesanso. Okoljski vidiki trajnostnega razvoja se pri našem delu kaže odgovoru na podnebne spremembe, skrbi za biotsko raznolikost, za trajnostno upravljanje kmetijskih površin, za oblikovanje kulturne krajine ter tudi v skrbi za varno hrano in preprečevanje in sanacije onesnaženega okolja. Pridelava hrane danes temelji na uporabi dronov, daljinskem zaznavanju z uporabo raznolikih senzorjev, samovozečih kmetijskih strojev, big data in tako dalje. Vedno pomembnejša postaja tudi digitalizacija na vseh področjih delovanja naše fakultete. Te tehnologije danes omogočajo, da zagotavljamo prehransko varnost za rastoče svetovno prebivalstvo in ob tem zmanjšamo pritisk na okolje zaradi ciljne rabe fitofarmacevtskih sredstev, gnojiv in razvoja novih sort. Primer zmanjšanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev je na primer stroj za medvrstno obžiganje plevela. Skrb za varnost hrane se ne konča pri predelavi, ampak jo nadgrajujemo z različnimi tehnologijami predelave hrane. Tehnologija s 3D tiskalniki prihaja tudi v naše kuhinje. S plinskim kromatografom, s plamensko ionizacijo, na primer, lahko ugotavljamo vpliv različnih tehnoloških postopkov na tvorbo oziroma spreminjanje maščobno-kislinskega profila živila. Na primer, na tvorbo morebitnih transmaščob pri povišenih temperaturah. Zaradi želje po zdravem bivanjskem okolju se je zelo razmahnila tudi lesna gradnja. Les je edina surovina, ki jo imamo v Sloveniji v relativnem izobilju, kar omogoča razvoj številnih manjših in večjih podjetij. Sodobna gradnja ne bi bila mogoča brez razvoja nove generacije kompozitov na osnovi nanotehnologije, ki med drugim omogoča, da gradimo vedno višje lesene nebotičnike. Varnost tem strukturam zagotavlja sodobna zaščita s protipožarnimi sredstvi in modifikacijo lesa. Pri tem skrbimo, da so posegi v okolje vzdržni, s čim manjšim vplivom na naravno in kulturno krajino. To skrbno načrtujemo od risbe, preko geoinformacijskih rešitev in izdelave maket. Znanje, najširše besede, na to prenašamo v prakso. Okoljski vidik trajnostnega razvoja dopolnjujemo z ekonomsko učinkovitostjo, na primer z baktaskenom hitreje ugotovimo število mikroorganizmov v vzorcih mleka, kar omogoča, da varno mleko hitreje doseže potrošnike. Gozd je pomemben vidik našega delovanja, saj pokriva kar 60% naše Slovenije in je naš najpomembnejši naravni vir. S podajanjem znanja novim generacijam, raziskovanjem ter sodelovanjem z deležniki na tem področju zagotavljamo trajnostno rabo gozda. Na primer, z napravo FieldMap lahko sledimo prirastu gozda in načrtujemo sečno za potrebe lesne industrije. Z rastno komoro, na primer, na drugi strani ugotavljamo vpliv podnebnih sprememb na razvoj badarjev in ustrezno načrtujemo gospodarjenje z gozdom. Navsezadnje je pomembna tudi družbena razsežnost našega delovanja, ki se pri našem izobraževalnem in raziskovalnem delu izraža v skrbi za korist človeka, od varne hrane do skrbi za prijetno okolje. Vse vidike trajnostnega razvoja dnevno prepletamo in razvijamo z najmodernejšimi tehnologijami ter inženirskimi pristopi. Hitre spremembe na številnih področjih tehnološkega razvoja so zaznamovale drugo polovico 20. stoletja in začetek 21. stoletja. Pričakovati je, da se bo tempo hitrih sprememb še nadaljeval. Spremembe so še posebej hitre na področjih, v
tehnološkega razvoja vplivajo tudi na gospodarjenje z naravnimi viri. Številne rešitve, ki so se nam še pred 20 leti zdele nemogoče, so danes realnost. Biotehniška fakulteta je s svojim znanjem in raziskavami del teh rešitev, ter še naprej prednjači tako v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru. Na koncu pa bi se rad zahvalil še financerjem. Projekt Evropske noči raziskovalcev je financiran s strani Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Actions. Sem Milan Kobal in prihajam iz oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Moje področje raziskovanja obsega varstvo pred hudourniki, erozijo in plazovi. V predstavitvi pa vam bom predstavil, kako lahko sodobne tehnologije, kamor vrščamo drone in lasersko skeniranje, porabimo pri svojem delu. V prvem delu predstavitve vam bom predstavil nekaj teoretičnih izhodišč, v drugem delu pa dva primera uporabe novih tehnologij za analiziranje erozijskih procesov. O škodljivem delovanju vode govorimo takrat, ko voda ogroža življenje ljudi ali njihovo premoženje. Tako želimo z varstvom pred škodljivim delovanjem vode v čim večji meri zmanjšati ali preprečiti ogroženost. Tako pri preprečevanju njenega škodljivega delovanja, kot tudi pri oceni in odpravi škode, lahko uporabimo daljinsko zaznavanje. Poleg klasičnih fotografij iz zraka, ki jih z droni posnamemo takoj po nekem dogodku, je zato predvsem uporabno lasersko skeniranje površja. Če namreč na fotografijah iz zraka lahko le vizualno ocenimo obseg škode, pa jo lahko na podatkih laserskega skeniranja natančno izmerimo. Škodljivo delovanje vode je lahko stalno ali občasno. Slednje zlasti velja za hudournike, kjer tekom leta prihaja do izrazitega nihanja pretočnih razmer oziroma količine vode, ki teče po strugi hudournika. Samo varstvo pred škodljivim delovanjem vode se nanaša na vse naštete erozijske procese, mi pa si bomo podrobneje pogledali le globinsko in bočno erozijo vode ter delovanje snežnih plazov. Pri tem so nam veliko pomoč tako imenovani droni, katerim strokovno rečemo brezpilotni oziroma daljinsko vodeni letalniki. V splošnem daljinsko vodene letalnike delimo na kopterje, ki imajo več propelerjev ter leteča krila. V zadnjem času narašča proizvodnja VTOL-ov, ki so pravzaprav leteča krila, ki vzletijo in pristanijo vertikalno na mesto vzleta, podobno kot kopterji. Droni pa niso zgolj leteče kamere, ampak lahko nanje integriramo različne senzorje, ker prevladujejo večspektralne kamere ter laserski skeneri. Večspektralne kamere se uporabljajo zlasti v kmetijstvu in gozdarstvu za spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, medtem ko so za varstvo pred hudourniki, erozijo in plazovi uporabni predvsem laserski skeneri. Lasersko skeniranje površja je ena izmed vrst daljinskega pridobivanja podatkov oziroma daljinskega zaznavanja. Sem poleg laserskega skeniranja štejemo tudi radarske in satelitske posnetke ter posnetke iz letal in helikopterjev. Daljinsko zaznavanje se torej razlikuje glede na vrsto senzorja ter glede na to, na kakšnem plovilu je senzor nameščen. Pri laserskem skeniranju imamo na daljinsko vodenem letalniku, letalu ali helikopterju nameščen laserski skener, ki z veliko hitrostjo pošilja laserske žarke proti površju, ti pa se odbijajo od tal in potujejo nazaj do skenerja. Pri tem merimo čas, ki ga oddaljeni laserski žarek potrebuje, da prepotuje pot od skenerja do tal in nazaj do skenerja. Podatek, ki ga z laserskim skeniranjem dobimo, je oblak točk v prostoru, njihove koordinate pa predstavljajo mesta na površju, od katerega so se laserski žarki odbili. Če izvajamo lasersko skeniranje površja brez vegetacije, nam odbiti laserski žarki predstavljajo točke na tleh, na pozidanih zemljiščih in gozdovih pa na vrhu stavb oziroma krošenj. Iz tega lahko izdelamo digitalni model površja, ki zajema v primeru poraslih in pozidanih zemljišč tudi drevesa in stavbe. Glavna prednost laserskega skeniranja površja pa je, da lahko laserski žarki prodrejo tudi skozi krošnje dreves. Koliko laserskih žarkov prodre pod zastor drevesnih krošenj je odvisno od zgradbe gozda, od tega pa je odvisna tudi natančnost izdelanega modela višin, ki predstavlja gola tla. Iz tega izdelan model višin torej predstavlja relief. Razlika med modelom površja in modelom reliefa nam v gozdovih predstavlja digitalni model krošenj in prikazuje višino dreves.
Podatki laserskega skeniranja površja obstajajo za območje celotne Slovenije in predstavljajo dragocen vir za opazovanje in preučevanje reliefa Slovenije. Lahko na primer preučujemo vrtače v Beli krajini ali rečne rokave Mure ali sledi poledenitve na Snežniku ali pa ostanke Prve svetovne vojne na Krasu, ki so sicer iz zraka nevidni. Ker pa se narava ves čas spreminja, njeno dinamiko pa želimo čim bolje razumeti, smo na oddelku za gozdarstvo v letošnjem letu kupili laserski skener za integracijo na daljinsko vodeni letalnik. Laserski skener vsako sekundo proti površju odda 600 tisoč laserskih žarkov, njegova teža in avtonomija pa nam omogočata lasersko skeniranje večjih površin. Sedaj pa vam bom predstavil dve raziskavi, kjer smo uporabili omenjene podatke in tehnologije. Na primeru suhega potoka v zadnji Trenti bomo spoznali, kako lahko spremljamo erozijske procese, ki jih povzroča voda, v drugem delu pa uporabo podatkov laserskega skeniranja za modeliranje snežnih plazov. To bomo prikazali na primeru Velike Pišnice v Kranjski Gori. Na primeru hudournika Suhi potok v zadnji Trenti smo poleg digitalnega modela reliefa, ki smo ga izdelali iz podatkov laserskega skeniranja Slovenije iz leta 2014, izdelali tudi digitalni model reliefa za leto 2018. Izdelali smo ga iz fotografij, posnetih z dronom. Te tehnologije podrobneje nisem predstavljal, deluje pa na podlagi slikovnega ujemanja, kjer računalniški algoritmi na fotografijah prepoznajo iste ključne objekte in tako izdelajo oblak točk. Ta oblak točk ima poleg 3D koordinat tudi RGB vrednost, torej barve. Pri tem moramo dodatno izmeriti lokacijo talnih kontrolnih točk s čim večjo natančnostjo, kar dosežemo s centimetrskim GNSS sprejemnikom. Te kontrolne točke na tleh služijo, da oblak točk pravilno umestimo v prostor. Območje analize se nahaja v neposredni bližini izvira reke Soče in je velikosti 3,5 hektarja. Na senčenem modelu reliefa lahko vidimo potek struge Suhega potoka za leto 2014 ter za leto 2018. Intenzivnost bočne in globinske erozije smo naredili s primerjavo obeh modelov reliefa. V času obilnih padavin med leti 2014 in 2018 so hudourniki iz svojega zaledja nanosili več kot 3000 kubičnih metrov plavin na površini 1 hektar, debelina na plavin pa znaša 31 cm. V istem času pa je na površini 1,3 hektarja prišlo do erozije, ker se je struga poglobila v povprečju za 39 cm, volumen erodiranega materiala pa znaša dobrih 5000 kubičnih metrov. Pri tem žal ne poznamo, kaj se je s plavinami dogajalo v času naraslih hudournikov. Glavna značilnost raziskovalnega območja Velika Pišnica je zagotovo Vršiška cesta, ki povezuje gorenjsko in primorsko stran in je v času nevarnosti snežnih plazov zaprta. V primeru Vršiške ceste smo želeli raziskati dejansko ogroženost te ceste pred snežnimi plazovi, pri tem pa smo uporabili znanje, ki smo ga razvili v sklopu raziskovalnih projektov, v katere smo vključeni. Tudi v tem primeru smo kot vhodni podatek porabili digitalni model reliefa, ki služi kot podlaga za izvajanje simulacije gibanja snežnega plazu po pobočju. Potrebno je bilo določiti tudi izvorna območja snežnih plazov, kar smo izračunali iz podatkov o debelini snežne odeje in podatkov o naklonu. Pri tem smo upoštevali tudi varovalni učinek gozda, ki ga naprožanje, premeščanje in odlaganje snežnih plazov gozd ima. Na podlagi raziskovalnega dela, zlasti kolegov gozdarjev iz Innsbrucka, ki preučujejo in analizirajo več tisoč snežnih plazov, smo razvili model FlowPy, ki omogoča simuliranje gibanja pobočnih masnih premikov, kamor poleg zemeljskih plazov in skalnih podorov štejemo tudi snežne plazove. Osnovna ideja modela je, da se plazovina širi po pobočju vse dokler je kot energijske črte plazu višji, kot pa je kot energijske črte, ki smo ga določili na podlagi arhivskih podatkov o snežnih plazovih. Na sliki to predstavlja črtkana črta, vidimo lahko, da manjši kot je kot energijske črte, večji je doseg plazu. Pri tem moramo upoštevati tudi lateralno širjenje plazovine, kar v modelu določimo po tako imenovanem Holmgrenovem algoritmu. Simulacijo gibanja snežnega plazu pričnemo na vsaki iz rastrskih celic, ki so izvori plazu,
Potem pa izračunavamo, v katero od sosednjih 8 celic se lahko snežni plaz premakne. Pri tem gledamo njihove nadmorske višine. Postopek ponavljamo, dokler snežni plaz ne doseže tiste celice, kjer je vseh 8 sosednjih celic višjih oziroma je kot energijske črte manjši, kot je značilen za snežni plaz. Varovalni učinek gozda se kaže v povečanju kota energijske črte, kar na sliki prikazuje rdeča črta. Ko namreč snežni plaz prispe do gozda in skozi gozd potuje, se mu energija zmanjša, kar se odraža v krajšem dosegu plazu. Vidimo, da bi v primeru pobočja brez gozda plaz prispel do objekta, medtem ko mu gozd njegov doseg zmanjša do te mere, da objekt ni več ogrožen. Glavni rezultat modela je karta območij premeščanja in odlaganja snežnih plazov oziroma plaznice. Modra barva pomeni višjo hitrost in višjo kinetično energijo plazu, rjava pa nižjo. Na drugi karti pa so prikazane plaznice, po katerih snežni plazovi lahko pripotujejo do objektov. Na teh območjih je najprej smiselno izvajati ukrepe varstva pred škodljivim delovanjem voda.